Na Bonifiki je Koper doma pričakal nogometaše Celja, Primorci so najbližji tekmec Maribora, ki je še vedno prvi, v prejšnjem krogu pa so z dobro predstavo imeli 3 točke v žepu v Ljudskem vrtu, na koncu je vendarle Cvijanović zabil gol za izenačenje. Tole je že prva akcija tekme šele v drugem polčasu, kajti prvi polčas je bil izjemno dolgočasen, takole pa napaka Bilalija in gol Galešiča za 1:0. Goran Galešič, letos eden izmed najboljših nogometašev Kopra, je izkoristil napako Bilalija in popeljal domače do prednosti v 49. minuti. Potem priložnost za Celje, močan strel Jugovića, ki je zgrešil koprska vrata. Nato že nova priložnost za Koprčane, po prekršku Centricha nad Štromajerjem je bila to 11-metrovka za domače nogometaše, drugi rumeni karton za Centricha in tekmo so gostje nadaljevali samo z 10 nogometaši. K žogi je stopil Goran Galešič in neobranljivo premagal Kotnika, to je bil odlično izveden strel iz 11-metrovke in Koper je vodil že 2:0 v 58. minuti. Do konca tekme Koper brez težav držal prednost 2 golov, vendar tudi Celjani so skušali dati vsaj časten gol. Najprej je streljal daleč Rajšel, na pravem mestu Vasja Simčič, potem pa še enkrat Jugović, ki je poskušal že v tem drugem polčasu, tudi tokrat je meril z ogromne razdalje, a tudi v tem primeru je žoga končala le mimo vrat vratarja Simčiča. Potem priložnost za hat-trick Gorana Galešiča, takole je prišel do priložnosti in stresel prečko. V zadnji minuti srečanja pa izjemno dolga in natančna podaja Simčiča, sam pred vrati je bil Lotrič in tokrat streljal mimo gola, potem pa še sodniški podaljšek tekme in 93. minuta. Evrogol Vrhovca, takole je prišel do žoge Blaž Vrhovec in z ogromne razdalje premagal Simčiča za 1:2. Koprčani so dosegli pomembno zmago, to je bil tudi zadnji zadetek tekme, časa je zmanjkalo in Koper je še vedno tisti, ki je najbližji Mariboru na drugem mestu prve lige.